Danes se bomo družili s Samsungom in sicer na slovenski predstavitvi S8 in S8 Plus. Oba težko pričakovana S8 in S8 Plus. Samsung kot sedaj ponuja v bistvu dva telefona. Oba sta Edge, zato je kar precej legendaren 7S Edge v bistvu stvar preteklosti. Samsung kot zdaj naprej dela telefone samo z ukrivljenim robom. Če pa pogledamo dizajnersko oziroma oblikovno, je pa zadeva res narejena do perfekcije, ker se zaslon in v bistvu rob telefona zlivata v nulo. Je še vedno vodoodporen za standardom IP68, kar pomeni, da ga lahko namakate v kat in je odporen proti prahu. Samsung sledi v bistvu ostalim proizvajalcem. Ponuja dva telefona, ki sta konfiguracijsko zelo podobna v različnih velikostih. To je pravzaprav ne tako zelo velik telefon z v bistvu največjim ekranom v svojem razredu. To je pa še malo večji telefon, ki ima še nekoliko večji ekran. Skrivnost je v tem, da imata nova Samsung Galaxy S8 in S8 Plus ekrana, ki sta skoraj od roba do roba. Razmerje je nekoliko drugačno kot pri konkurenci, kjer je standard 16:9. Pri Samsungu S8 in S8 Plus pa 18:5:8. Kameri sta tehnično primerljivi s predhodnikom. Tu ni pravzaprav nič novega. Nov je software, ki omogoča, da prednja kamera, tista, s katero delamo selfije, ostri samodejno. 64 GB notranjega spomina lahko nadgradite z microSD kartico do 256 GB. Seveda pa je tu še vedno možnost hitrega in brezžičnega polnjenja. Bixby je inteligentni vmesnik, ki je nekaj podobnega kot iPhoneov Siri. Pomagal vam bo, da z vizualnimi, glasovnimi in besednimi ukazi ter dotikom prikličete določene informacije. Ker je pameten in ker se uči sam, bo skozi na razpolago za razne p***je. Telefon je oblečen v Gorilla Glass 5. generacije, kar pomeni, da bo bolj odporen. Seveda za toliko drag telefon, kot je Samsung S8, verjamem, da bo redko kjer ostal neoblečen. To težavo pa Samsung rešuje sicer zelo lepimi uvitki. Uradno se prodaja telefona začne 28. aprila. Tisti, ki ste ful neočakani, pa lahko ta telefon naročite v bistvu že od 30. marca in vsi, ki ste ga in ga boste naročili v predprodaji, ga boste dobili v bistvu 20. aprila, 8 dni pred vsemi ostalimi. No, to je to. Čisto zares. Čisto zares vsem p***jeve tem Kitajcem, grejo mimo lepi, se ne moreš verjeti. Ne delaj tega telefona, sem malo nervozen.